Ocena tveganja, javnozdravstvenega tveganja za Slovenijo ostaja enaka, torej gre za majhno tveganje, zanemarljivo tveganje, kot smo že omenili. Slovenskih potnikov na ladji ni bilo, vendar seveda pozorno spremljamo situacijo, ker vemo, da gre za resno bolezen, za katero ni zdravila. Spremljamo pa tudi vsa navodila Svetovne zdravstvene organizacije oziroma Evropskega centra za nalezljive bolezni. Tudi oni pravzaprav merijo, predvsem na ta ugibanja, ali smo na pragu novega COVID-a, nove epidemije, novih ukrepov in tako naprej. Zakaj torej ta dva virusa nista enaka? Gre za popolnoma drugačna virusa. COVID povzroča virus koronavirus, medtem ko tukaj gre za Hantan virus iz družine Bunaja viridae. Tudi v Sloveniji imamo podobne viruse, vendar precej drugačne, v bistvu virusa Pomala in pa Dobrava, ki pa povzročata drugačno klinično sliko, bi lahko rekli poenostavljeno, ki spominja na gripi podobno bolezen. V nekaterih primerih pride pa tudi do začasne prizadetosti ledvic. Kot povedano, Andes virusa v Sloveniji ni. To v bistvu ta mišja mrzlica, da pri nas pa ni tako nekako. To je tako imenovana mišja mrzlica, to je ljudje tako rečejo, ponovadi nekaj prijav letno, kadar pa imamo v Sloveniji tako imenovano mišje leto, ko se glodalci zelo namnožijo v divjini, takrat je pa teh primerov lahko bistveno več in je predvsem potrebna opreznost pri opravilih v naravi, rekreaciji v naravi, da se ne okužimo. Lahko rekli, čeprav rečeno ni pač primerjava zdaj v tej fazi z epidemijo koronavirusa, da vseeno nekaj drugače znamo odreagirati, kot smo mogoče takrat v tisti epidemiji, zdaj ali se je tista epidemija zelo naučila soočenja s podobnimi situacijami. Zdaj, glede na pripravljenost Slovenije bi morali verjetno povprašati tudi Ministrstvo za zdravje. Sigurno smo se ob zadnji pandemiji marsičesa naučili po vsem svetu. Je pa res, da je vsak pojav nalezljive bolezni, tak bolj mehen ali nenavaden ali pa množičen, je pravzaprav lahko tudi malce zgodba zase. Jaz sem enako hotela vprašati, če smo v Sloveniji sploh pač na to pripravljeni. Vemo, kako je bilo v času COVID-a na začetku, smo imeli dovolj zaščitne opreme, mask, kako pač smo zdaj nekaj? To je res vprašanje za Ministrstvo za zdravje oziroma v sodelovanju z drugimi ministrstvi.